Drage gledalke in gledalci, smo v Podhomu, to je kraj v občini Gorje, zraven Bleda. Z menoj je domačin Marjan Zupan, pozdravljen. Pozdravljen. Ja. Ki se že več kot 3 desetletja ukvarja s krajevno zgodovino in narodopisjem. Izdal je do zdaj 10 samostojnih knjig, sodeloval pa pri nekje 30 knjigah. Ne? Tukaj imam eno od njegovih knjig Podhom, ker je temeljito obdelal rojstno vas. Marjan, kaj vas žene pri vašem delu, da ste se lotili proučevanja, raziskovanja krajevne zgodovine? Ja, pravzaprav, če tako rečem, da me že od nekdaj drži krajevna zgodovina in vse, kar je povezano z njo, tako da sem že v ranih letih v bistvu občudoval kakšne stare predmete, kakšne stare pripovedi. No, in potem je pa tudi babica, no, ko je bila še živa, mi je dala neke stare slike, stare fotografije. In potem me pa začel zanimati, kaj na njih je, kdo je na njih, za kateri dogodek se gre. In sem potem začel kopati in je pač nastajalo zmeraj več gradiva. Potem sem se pa oprl tudi na te pač raziskave ostalih ljudi ali tudi znanstvenikov, tudi sem pač prišel v znanstva s strokovnjaki iz posameznih področij, tako da sem zbrana dela in napisana dela tudi nekoliko dajal recenzije oziroma se z njimi posvetoval v marsičem, tako da je potem pač počasi, recimo kar v desetletju nastal material za knjigo v Podhomu. Je pa pač kraj obdelan kar zelo, no, tako. Ja, kraj vidim, da ste obdelali pač naravno okolje, geografske vidike, življenje Podhomcev, ne, to je ta knjiga, ne. Ja. Življenje Podhomcev, polindustrija, obrt, podhomske hiše, standard bivanja, prehrana, oblačila, higiena, znanje, vera. Recimo o higieni, kako je bilo s higieno tukaj, kdaj je pozabil se vodovod ali kako je to izgledalo? Ja, s higieno je bilo, si lahko predstavljamo majčkeno drugače kot v današnjih dneh, tako da pač umivalo se je ob prilikah oziroma se je sredstvi, ki so jih nudile takratne razmere, to so bile pač, tukaj smo imeli vaško korito sprva, ki je bilo zgrajeno leta 1900, no, potem so začeli kopati vaške vodnjake, tako da je imela potem kar skoraj vsaka kmetija vodnjak in so v tem si jemali vodo, s tem, da so še zmeraj hodili napajati na vaško korito. No, potem je pa leta 1914 pa prišel v vas vodovod. To so sprva seveda imeli 2 hiši, pač najbolj imenitni kmetiji v vasi, ne. In zanimivo je bilo tudi to, da je bilo nekoliko, plačevalo se je davka toliko, kakor si imel pip za vodo. Če si imel eno, je bilo pač malo manj, če si imel 3, bilo majčkeno več, ne. S tem, da so sčasoma poštudirali, da se pri tisti eni da ravno toliko vode natočiti, kakor pri 3. In so potem ta davek na pipe zmanjšali. No, sčasoma, ko so pa vaščani videli, da je to neka fajn zadeva, ne, pač s to vodo v hiši, so se pa zlagoma vsi priklopili počasi na vodovod. Pred tem sta bila pa 2 tako imenovani zlivki. To sta bila 2 kot neka hidranta oziroma neka pitnika, bi danes rekli, da se da tudi vaščan, ko še nima vode, si jo lahko tam natočijo, ne. Ampak to so pa potem ukinili tudi z tega vidika, da so se seveda čim prej tudi vsi ostali priklopili na vodovod, ne. No, glede tega je pa tudi ena zanimiva anekdota oziroma legenda, če jo smem povedati. Pokojni Jakob Slivnik Špen mi je pripovedoval, ki je bila na Kleku za Majerco, Mačestrova Cila, in ona je marsikaj tega prerokovala. No, in takrat je, pač v tistih letih, je ona omenila, da ko bo reka Radovna pretekla mimo Gorjanske cerkve, se bodo pa hudi časi začeli. In seveda vsi prisotni so jo nekako zbadali, kako se to pa ne more biti, kje bo nekaj Radovna
pretekla mimo Gorjanske cerkve, če imaš Strugo, pač Niže. niže v Grabnu, ne. Ja. No, in kaj se je zgodilo? Leta 1914 so naredili v Gorjah vodovod in leta 1914 se je pričela Prva svetovna vojna. Tako da so se v bistvu njene prerokbe uresničile. Uresničile. Ja. Ja, ja. No, tu je cel kup v tej knjigi od Podhom, Gorenjska vas skozi čas, ne, je cel kup še drugih zgodb, ne. Kaj vas je tak še, recimo, od teh zgodb tukaj posebej pritegnilo? Ja. Iz domače vasi, ne? Veste kako, pač ko padeš v to zadevo, se stvari kopičijo, se nabirajo, oziroma vsaka stvar se ti zdi zanimiva. A ne, tako da pa se mi zdelo zanimiv, rečemo, pa je bila prehrana zanimiva, pa so bila oblačila zanimiva. A ne, recimo, če se kar hrane obrnemo, Podhom je znan po ajdovih krapih, tako imenovanih. Kaj to pomeni? To je ajdov nadev, to ni riba krapa. Ne, Ja. To je pač testo napravljeno v obliki Krapa. Ne, to je nekako okroglina, a ne, in Ja. potem skutin nadev, no, in so rekli, tudi nekako zbadljivo fantje, možje, Ja. da sedaj pa vidijo, kakšna kolena ima ženska, ki naj bi to oblikovali na svojih kolenih, ampak Aha. dobro, to je tako malo v šali rečeno. Ja, ja. No, potem so bili pa seveda zadeve od živali, a ne, to se pravi meso, Ja. vse so pojedli, nič niso zavrgli, vsaka reč se je hudirjo dobro porabila, pa tudi pač v tistih časih se je vse dajalo v deže, v mast, da je bilo zalito, da je gviralo, po domače rečeno, Ja. ne, da je bilo dalj časa ohranjeno, kajti ni bilo še hladilnih skrinj, hladilnikov, Ja. pač zmrzovalnih skrinj. Tako da je bilo vse treba na ta način konzervirati ali pa Ja. posušiti, ali pa suho meso. Ne, tako da, pač. Ja, tu imate tudi eno poglavje o spolnosti, kaj pa s tem? Ja, tu je pa tudi nekaj takih anekdot noter, Ja, no, recimo. rečemo, tudi Ja. koliko so punce hodile po mleku, ne, Ja. in je kakšna pol tako šla malo na skrivaj, kakšnemu, tako da mama doma ni vedela in je Ja. pol kasneje prišla z mleka domov in se je pa tu v kakšnemu kozovcu s kakšnemu našla in Ja. sta se luštno imela, ne, mislim, to ena od njih, no, tako da. Aha. No, mislim, zanimivo se mi zdi, da je ta širok spekter. Ja, mislim, da je zajeto do obisti, no. Težko, Ja. da je kaj zgrešeno, ali pa oblačila, recimo lanina oblačila, ki Ja. so Kako je to določili? sadili lana, ne, so Ja. pač ga sušili, trli in Mhm. terice skolovrati, a ne, in tudi oblačila so bila, rečemo, lanina, potem volnena, vse je bilo z teh pač, a je zraslo na zemlji, a je bilo od živali dobljeno, Aha. sintetike seveda ni bilo. Tako da so marsikaj so tudi zelo dolgo nosili. Ni bilo tega, da bi šel za neke, ne vem, da je pa treba naslednje leto kupiti nov pulover, kje pa, ali pa nov rekelc. Tudi oče mu kot majhen fantič zelo prekratek rekelc, ki ga je vrasel, ampak tak je bil. Pa so mogli kot fantje furati, pač starejšim furmani po gmajno pozim, po drva, po les, a ne, in s tem rekelčkom, tako da so bile roke tudi premrzle, no, dostikrat, ja. Kako je bilo pa s temi odnosi v vasi, ne? Recimo, če primerjate včasih in danes, pa recimo, kak je bil odnos moški, ženske, ne? Ja, odnosi pač so bili tako, ne, pač sosedja, ne, ono, tipično gorenjsko tudi Ja. dostikrat. Kaj to pomeni? Tudi kakšna tožba se je vlekla Ja. iz roda v rod. Na tako da- kakšno temo, recimo, praviloma? Primer neke tožbe je bil zaradi pač na sosedovem posekane smreke v Majni in ta tožba se je vlekla toliko časa, da generacije za generacijo, da tam mladi že niso vedeli, Zakaj se gre? zakaj se gre, ampak vedeli so pa, da morajo biti skregani. Aha. Tako da potem no je pa prišlo tudi pri eni hiši, pač so se pa dobili mlajša generacija, Ja. ne. Je pa rekla, za vraga, mi pa tole bomo pa nehali in se zelo dobro razumejo med sabo. Tako da za vse nazaj, kar je bilo, se pa zdaj fajn razumejo. A ne. Zdaj moški, ženski je bilo pa tako, veste, Ja.
pač ta patriarhat prisoten, tako da ni bilo pač tovrstne demokracije, kar se takrat tiče, tudi delo iz večine, rečemo tudi možakar, če je hodil v službo, pa če je prinesel plačo domov, ženska je bila malokrat gospodinja doma, in se je naredilo, ko so možakarji hodili z železarne, recimo čez Poljane domov, je bila gostilna pri Lasenu, in so se zapili, tako da je dostikrat plača več ali manj šla, pa še če so bile kakšne karte prisotne, je bil pa hudir, in tako da so ženske to gostilno poimenovale Pri Satanu. Pri Satanu, aha. Kje je ta gostilna še obstoji? Ne, nič več. Kakšna ženska je tudi šla možakarju že kar na licu mesta nekaj denarja pobrati, da je imela vsaj za te, pač za preživetje, no, ne pa povsod seveda, tako da pač na kmetiji, na kmetiji je bilo pa seveda, so bila pa dela porazdeljena če tako rečemo, po resorjih, pač se je vedelo, kaj je moško delo, se je vedelo, kaj pač žensko delo, gospodinja delo na polu, moško furanga, te zadeve z živalmi, in to. Če bi ocenil preteklosti, recimo te odnosi med ljudmi, a je bilo tu neka solidarnost, sodelovanje, generalno v primerjavi z danes? Je danes več egoizma? Ja, veste, da je bilo pa včasih več sodelovanja. Več je bilo tega, danes smo pač individualci, danes tudi na vasi soseda zelo malokrat vidimo. Ali pa sploh vaščane, pač eni imamo pota po tej cesti, recimo dol, eni grejo bolj na ono stran, grejo bolj proti gorem, pa po oni strani dol, usede se v avto, gre. In recimo srečevanje ob določenih prilikah na vasi, kot gasilci družijo recimo še te ljudi skupaj, pa kakšen vaški piknik, no, če temu tako rečem, tako da pridemo skupaj, no, ali pa tudi tako ob kakšni priliki ali nepriliki, no, to v nesreči se zmeraj stopi skupaj, tako da če so kakšne posebne prilike. Je pa to, da včasih je bilo tega druženja več in tudi te pomoči pri delih. Tako da so stopili skupaj tudi pri kakšnih večjih opravil. Ko so mlatili recimo na Skednjuh, je tudi več prišlo, da so s cepci prej mlatili te zadeve, in potem, ko je sosed mlatil, so pa vrnili obisk, če tako rečem. Recimo je bilo, z eno gospo se pogovarjala, mi je rekla, da se imenuje v Zgornjih Gorjah ena ulica Nedeljska ulica, ker so si ob nedeljah pomagali graditi hiše. Kaj takega tu ni? Zdaj, v nedeljah se je tudi marsikaj se delalo v nedeljah, zato ker so bili ljudje frej, so bili prosti. Je pa tako, jaz se spomnim kot otrok, pa še kot mladostnik, pač hiše so se gradile popoldan, ali tako, ki je bil čas, in so bile te akcije, tako pač betonaža plate, takrat je vas stopila skupaj, in smo prišli vsi betonirati plato, to se je pač na roke še mešali, najprej v teh mavtarkah imenovanih, potem pač beton se je mešal na roke z lopatom, no pa že v mešalcih, to je bilo že nobel, in se je s samokolnicama, šajtrgam po Podhomsko se je to zvozil po teh mostovih na plate, in takrat je bila cela vas tam, ampak to še ni bilo vse, ko je bilo delo zaključeno, pač je bila pogostitev, se gospodine napekle, to je bila kot neka ohcet, bi rekel. Pa je tudi en tak likov bil. Prej sva govorila o napeljavi vodovoda, kako je bilo pa z elektriko, recimo? Elektrika je pa prišla v vas leta 1915. To je pa tudi Jakob Slivnik Španov mi pripovedoval, to je bila ena, pač poleg Marovtove največjih kmetij, in tam so imeli sprva elektriko, ki je pa prišla z završnice. Tako da inženir Srnec, ki je bil takrat direktor tam, je pač jih kontaktiral in propagiral, kako je to dobro, tako da so to stvar, sprva so seveda žarnice nabavili, za razsvetljavo. Za javno razsvetljavo? Ne, za hiše, javne ni bilo, no in potem ga je tudi nagovarjal za elektromotor. Tako da se je nabavil najprej on Siemensov elektromotor,
še dan današnji deluje, če ga priklopiš, on je še potem gnal žago. Ja. No, potem je pa tudi pri Marotu videl, da je to nobel zadeva in so pa še tam nabavili elektromotor. To so bili ti robustni elektromotori. Jaz se spomnim kot otrok, no, to je v knjigi sem ga pač dal ilustracijo noter. Se spomnim, ko so to stvar zaganjali, to je mogel Jerman najprej na roke vleči, pa eno fazo, pa potem je začel brneti v tisti škatli not, lučil tripati, potem druga faza, ki je prišla do obrata, tako da je bilo to za nas, pač otroke, to je bilo nekaj, si čutil tista energija, tiste je bilo nekaj, no in to. Z elektriko je pa enkrat pol prišla tudi radio pa televizija. Ja, to je pa tudi potem, pač najprej tako, no, pač v predvojnem času, pred drugo svetovno vojno, da se razumemo, to. Najprej je bila ena hiša, ni šlo to kampanjsko, kar ena hiša bila priklopljena. Ena hiša je bila najprej, rečemo, no in potem so hodili pa poslušati ali pa gledati kaj, ali pa televizija recimo, pa je bila pri Kajžerju zelo zgodaj, in tako da, no, je pa ena taka anekdota s predvojne, tukaj imamo hotel Home, ki se zdaj obnavlja, bo zelo lepo obnovljen hotel Home, leta 1930 ga zgrajen, ga je Jakob Slivnik, je bil takrat hotelir, in pač kmet, posestnik. No, tako da je takrat, so imeli projekcijo filma, ga je Božidar Jakec snemal in predvajal. Ja, in potem so gledali, pač so imeli pošlihtane stole in so gledali ta film. Na kar pa Španova mama reče, tole pa jaz zdaj nič več ne verjamem, zdaj me pa na te več basal, to pa, da bi pa petelem cel hlod vlekel, to pa jaz ne verjamem. Je pa seveda, on je pa bližnji prizor petelina, ki je neko slamo vlekel, Aha, pa mislim, da je hlod. Ja, mislim to, dobro, lahko se je tudi v hecu rečeno, ampak tako. Pač je bilo to nekaj novega, nekaj noblega, kar bi danes, ne vem kaj. Pač neki film si ogledal na teh medijih, ki jih imamo. Ja, skratka, potem pa še eno poglavje imate tukaj o vražah, kako je bilo pa s tem, pa tudi izdali ste nekaj knjig na to temo, recimo Pečnikova vučca. Zakaj gre pa tukaj? Ja, to je pa tako, no, s tem vražam, če sam napeljem na to temo, ob zbiranju gradiva o vasi Podhom, pač sem srečeval tudi razne pripovedi, razne stvari, nabiral sem materijala in ta material sem spravljal v predale, rečemo, se je nabiral in pa sem pa občasno postal pozoren na določeno temo, ker se je koncentrirala. In tukaj so bile recimo te folklorne pripovedi, bajke, legende, navihane. Tako da sem potem prišel v kontakt z dr. Marijo Stanonik z Narodopisnega inštituta, no in je pač predlagal, da bi pa spisal to knjigo, zbirke glasovi, ker obravnava dialekte oziroma zgodbe z cele Slovenije in zamejstva. No in tako sem to Zgornjogorenjsko pač potem še naprej obdeloval, sem šel še toliko širino, pač tja do Krope in Gornjesavske doline in tako naprej. Zakaj gre konkretno v tej zgodbi? Ja, pri Pečnikovi vučci, to je pa ta lučka vučca. Vučca, ja. Ja, to je luč. Ja. To je luč, ki se je prikazovala ljudem. Ja. To je skakalo povsod, ker je bilo Pečnikovo. To je kmetija v Spodnjih Gorjah. Tako da so ta posestva tamle. Tam se na teh lokacijah. Tako. Ja. In ko so zvečer, če je kdo še na obisk, pač v katero sosednjih vasi in da je šel tam čez to območje, je začela ta lučka skakati in to so se tudi taki, ki bi pričakovali, da se ne bojo bali ali pa to so pritrjevali, da so to srečali. Ja. In pač je bila taka stvar, ki jo niso ravno radi srečali.
Skratka, to je en mit, ena legenda. Ja, ena legenda pač, da je to nekje lučka skakala, nekje pol teleta skakala, kakor da je bilo da je bil nek hotel pregolfano ali tako nekako, ki je pol zaradi tega ta lučka strašila, in tako. Je pa tudi, recimo, ali pa divje, ta dolge jage, ali pa divje jage, so bile tudi tukaj prisotne. To je pa, če so imeli delo v gozdu, ali pa recimo, če je kdo šel po samotni poti, so se začeli v ozadju oglašati živali. To so vse živali tulile, to je bil neznosen hrup, prišla je megla do tal, še zdaj grejo kot sina po koncu, in to je šlo za tabo, ne. To te je v bistvu lovil, in če se nisi pravočasno ulegel v ta levo glajžno, to je leva kolesnica, rečemo, ne. Da je to šlo čez. Te je poželo, so rekli. In takrat te je začela boleti noga ali roka, takrat si dobil neko tako mano, neko tegobo, ne. Tako da so se tega bali, in to so mi ljudje pripovedovali, da so sami doživeli. Sploh, če si šel na kakšen praznik zapovedan delati, je bilo to tudi zelo nevarno, ne. Je pa nekaj, včasih ni bilo radia, ni bilo televizije, in so si ljudje, pač so hodili en drugemu v vas, in je bil kakšen prav take sorte, rečemo pripovednik, da je zelo slikovito znal to povedati. Prepričljivo. Ja, tako, in potem tudi seveda je bila zabela kakšen kozarček šnopsa, žganja zraven. In zdaj, če je bil kdo bolj plahe sorte, je mogel ta seveda domov iti po noči. In zdaj včasih ravno on videl kaj tega, včasih so ga namenoma ustrašili, da je naslednjič on pritrjeval, da je to videl. Torej, če je bil malo pod kapo, je videl lučke, ne? Je videl lučke, ali pa če je bil plahe sorte, pa je kdo šel majčkeno pred domov, pa ga je pričakal s kakšno belo rjuho, in seveda je bil revež čez preča, ne. In naslednjič, ko so se dobili pritrjeval, verjamem, sem videl. To me spominja na Janeza Trdina, ki je pisal bajke in povesti o Gorjancih, in ko so se ga malo nažgali, so šli po gozdu, ne, in so videli vse sorte strahove notri, ne. Eno korenino je videl, pa je videl že pošast notri, ne. Tako so tudi tukaj rekli, ne, smreke pozimi, ko so zapadene s snegom, te abrnke od smrek, so rekli, pač to, ko dol visi, pa da je kakšna luna metala sence, pa da se je to malo premikalo, to pač fantazija dela in napelje na marsikaj. Trdina je tu gluholozo napisal, a je še kakšna taka zgodba iz teh mitov, ki je za izpostaviti? Ja, recimo, tlele sem pač v knjigi Napravnikih 7 poglavij, moram reči, da je ilustrirala priznana akademska slikarka, gospa Melita Vovk. Vidim, tako da se je obdelovalo od pač bajke, legende, potem utožne zgodbe, nekje je šla, recimo, ta je, mislim, da je iz Podkorena, ker so tudi Karenci jih povedali, in je Elica Mertelj za konec jih lepo pač zbrala od domačinov. In pač tukaj so bile tudi stave posredi, če si upa iti na Britov zapičit križ v zemljo. Sredi noči, rečemo v polnoči. In je tudi, rečemo, ušpičen križ je šla in je bila v kikli, v krilu. In je zapičila to in je mislila, da jo noto leče. Menda, da je tam konec vzel. Mislim, ta je žalostna. No, potem so bile pa tudi, rečemo, od Franceta Prešerna, tudi od teh imenitnih ljudi, rečemo v Povrbi, tudi ki je hodil, ko so ga otroci malo, bi rekli, Primorci pošpotali, malo so se norčevali, malo so ga tako kaj vlekali, in malo kakšnega malo zajago, pa tudi fige in metalo, tako, take šaljive, ali pa recimo fotograf Vengar, ko je nesel ta prvi, mislim, to ogromno glomazno kamero, da je naredil posnetek Aljaževega stolpa na Triglavu. In je seveda to leseno kišto mogel gor nesti s tronožcem z vsem, da je naredil gor te posnetke. Tudi, rečemo, kakšni taki prelomni. Ali pa doktor Albin Belari živel tukaj v Podhumu, ko so ga pač izgnali z Ljubljane, in ima tudi tukaj svoj observatorij na Vrščah.
tudi pod podkom paše, ne. Tako in on je tudi izdeloval te precizne potresomere, on jih je imenoval termometri. Je tudi zelo natančno ugotavljal potrese, ne, po svetu. Tako da je tudi zbiral po vaseh, no, to po pripovedih, kakšne urne mehanizme, kakšne koleščke, kaj takega, tako da je pol on. No, ste se pa ukvarjali tudi čisto z društvi precej, ne? Tu je recimo Gorjanskih 100, Godba Gorje 1907-2007. Ja, to je pa seveda Gorjanska godba je pa rekli inštitucija zase, to je pa res. No, kaj bi o tem rekli? Ja, to z Gorjansko godbo je pa zelo imeniten, pač se z njim srečati, ko oni zaigrajo, pa tudi ko ne igrajo, so fajn ljudje. Tako da sem tudi tukaj pač nekako to zgodovino zbral od začetkov do pač takratnih dni, a ne. Zdaj seveda zgodovina, mislim, čas gre naprej. In tudi pač od samih začetkov do tudi raznih prigod, recimo. No, katera vam je sedla tako posebej v srce? Ja, sedejo prigode, pravzaprav sedejo razne prigode, ko oni so igrali tudi na vrhu Triglava, no, zmeraj in se je tudi primeril, da si kakšen kotalil boben, ali pa ta je tudi zanimiva. No, tudi kdo je hotel namesto salame rezati klarinet, po noč proti jutru, ja, nisi dobro videl. Ampak klarinet rezal. No, ampak to so tako, veste, navihane, ki je godbenik ima med sabo en drugemu, vse to ni bilo res. Lovske bi rekli. Lovske, ker tako da so pač razne take potem nastanejo, no. Potem imate tudi eno zanimivo zadevo po Hemingwayevo. Ja, to je pa v bistvu naslov je pa tako, bom povedal, kako je to nastalo. No, pač potegnemo tudi malo kratko prozo. Tle sem recimo tudi v litru jezika. Nekaj tega izdal v literarno jezikoslovni reviji Litera jezika. Kratko prozno delo in tukaj je sodelavcev na Blejskem gradu. Sva se dostikrat, pač, ko sva se pogovarjala, sva se rekla, a bi bilo zdaj luštno, da bi bila midva nek v penzionu, pa nek na morju in si daš gor slamnik in si odpreš pol zjutraj cajtink, pa še vsi spijo tam opazuješ pol ono pribujajoče življenje in nekako po Hemingwayevo pač zaživiš. No, in se je primerilo, da sem pač z eno gospo z otrokom, no, pač ljudmi iz Pirana zamenjal stanovanje v Podhomu in pač so se za en mesec preselila v Piran, ona dva sem in tako je pač nastal tak Hemingway življenje ta mesec. Pol je pa tu še potovanje, no, pač pa neka zgodba o pač nekako ta je fikcijska, rečemo, no, izmišljena vzporedni svetovi. Od takrat sem se pa poglobil nekako v življenje staroselcev, tudi nekako z tega področja poznamo glede zgodovine, Ajdovski gradec, sam Bled s pristavo z najdišči rajske ptice in tako naprej. To se pravi 6. stoletje, no, začetki 7. no, in to tukaj na Radrci opišeno, pač neka taka, kako človek gre, sodoben človek in upade v neki milni mehur, v bistvu skozi neko valovanje prideš v svet, se ozreš, si pač iz drugje, in vidiš te stvari, pač ko gradijo tam brunarcev, kako so pač žensko v ognju pripravljajo si hrano, v zvrčino vse studencev in je ta hrip vpet v to dogajanje, no, in potem se pač ta človek spet vrne v sedanjost. No, tako malo fikcija. Katera zgodovinska osebnost iz tega območja vas pa mogoče najbolj navdihuje? Z tega območja? Ja, zdaj eno bi težko izpostavil. No, pa dve. Eno bi težko, dve. Ja, to nismo kaj dosti preči od tiste ene, če rečemo dve.
Ja, no, na vsak način France Prešerna, ne, z naših krajev, Finžgar, seveda s tem pojasnil, in potem do Belarja spet moramo omeniti, in tudi te gorjanske pisatelje, tako da tle, se pravi, ni ena oseba, tako da vsak je na svojem področju res dodal, še eno prav. Aha. Kaj pa, kako je pa po vaši oceni, a se še pozna ta vpliv druge svetovne vojne na dogajanje na tem območju? Ja, kar se pač mojega zaznavanja na tem območju tiče, tukaj pač nisem tako, da bi to, ne vem, brskal, da bi to namenoma zasledoval ali izpraševal, Drugače pa, pač kar je bilo v teh knjigah povedanega ali poprašanega, je ta, da so bili to težki časi, pač da so se ljudje tudi bali, in da je bila tukaj zidana utrdba leta 1943, pač zgrajen bunker, Kje? Tam pri vhodu v železniški predor. Aha, bova šla pogledat, če tale železnico, kako je s to železnico, ne? Tako da pač ljudje so skozi to, seveda ta vojna psihoza ni nobenega dobro delovala, da bi pa tako bile, pač nekateri so šli v partizane, tudi seveda. Pa ti časi, takrat vas je doživela tam 7. 8. maja v bistvu najhujše sama vas, seveda, s tem to pač svojci. Katerega leta to govorite? 45. Ja, 7. 8. maj, ko so se Nemci umikali z Bleda, so najprej želeli čez Poljane, seveda tam so partizani onemogočili, potem so želeli skozi predor, je bilo tudi onemogočeno in so se tle zasidrali, pri železniški postaji oziroma v tej okolici. Kako je zdaj s to železniško postajo? Ja, zdaj, mislim, a to zdaj do konca... Ne, povejte, se oproščam, sem prekinal, povejte, kaj je bilo s to z Nemci. No, mislim, takrat so se oni tukaj nekako utrdili, obstala, in to 2 dni so jih obstreljevali, partizani z Vršč, tlele gor z Radljice, z Vršč pa z Gabrca, z minometi, oni so gor streljali nazaj, tako da je vas je bila takrat kar tako, v milosti, nemilosti, pač ni bilo glih luštno, pa tudi en ostrostrelec je takrat Jožeta Pretnarja pač zasipa pod Štamprugom zadevno. Ostrostrelec nemški? Nemški, ja. Tako da je tam tudi spomenik, pod Štamprugom pravimo. To je kamnolom, ki je bil uporabljen za gradnjo železnice, pač bohinjske železnice, ki je stekla leta 1906. Tako da to so bili hudi časi, pač za vas. Tu imate še eno knjigo, tole dajmo še pogledati, z vašim portretom, Igre spomina nekega otroštva, tu se ukvarjate z vašim otroštvom. Kaj bi o tem rekli? To je pa pač tudi, veste ko, pač malo že v ta leta tudi prihajamo, da se luštno spomniti na otroštvo, pač tudi življenje takratno je tukaj zajeto, tako da, to je igra pač nekega otroštva, mojega otroštva, in otroštva naše generacije v vasi. Ko smo se mi v bistvu lovili po teh hribih, smo se šli kavboji in indijance, takrat je bil Winnetou popularen, in pač zbirali tudi tako, pač druga svetovna nas je po bunkerju smo hodili, ker smo imeli nekako fantazije, da je tam še en rov, pa malo raziskovali, tako da, pa seveda kakšna lesena puška pa take stvari. Kakšne municije pa niste našli, da bi koga kaj... Ne, na srečo. Bili so tudi taki primeri? Bili so primeri tudi, ampak to tudi takoj po vojni primeri, ko so s kakšno bombo kaj so šli. Moram reči, da sem tudi neko bombo na nekem svinjaku v vaški domačiji, pač tam, ki bi oče doma najdel, dobil, ampak ker tam ne bo. Se nisem dotikal. Pobirali smo pa te tulce, pa smo rekli, ko vojske, pa čavre smo rekli,
Tudi so imeli kakšne orožne vaje po Mežaklje, gor je bil rod, in smo tudi v rod hodili, tudi noto pisem, seveda mulci smo žokali, no, takrat so bili še kosci, greblice, veseli v rotih tudi, tako rečeno, takrat se je šlo za 7 dni v rod, ne zdaj, da mora biti 2 dni posečen, ampak pač se je vzel ta čas in se je šlo s konjem gor in se je vse to ročno obdelalo, ogromen se je, vse robove se je pokosil s koso. Otroci smo pa kakšno vodo prinesli, nosili pa žokali, tako da tam smo tudi kakšne te tulce dobili in to smo tako nekako gledali kot pa spravili, tako da pa se tudi to reče enkrat nesel enemu Irenu zbiral, sem tudi kar nekaj zaslužil, kot otrok za kakšen sladoled od tega. Ja, no, to hočem reči, da je tudi skozi te spomine je v bistvu je tudi spomin nekako utrip življenja v 60. in 70. letih 20. stoletja. Ohranjeno v letih, ki jih ni več. Ja, tega ni več. In jih ne bo več. Ne bo. Ostane samo tisto, kar je zapisano. Ja. Ja. Hvala za pogovor. Midva se bova zdaj še iz tega kotička zabasanega s knjigami, slikami, dokumenti preselila še na železniško postajo, pogledala tunel in še tam kakšno rekla. Zmenjeno. Kako je bilo s to po železniško postajo Podhom, kako je prišlo do njene gradnje? Ja, to je en tak zanimiv slučaj. To se pravi, postaja stoji ob železniški progi, ki povezuje Jesenice z Novo Gorico. Zgrajena je bila leta 1906, ampak leta 1906 še ni bilo tukaj železniške postaje, ker so menili pač, da je previsok, prevelik klanc, da vlak ne bo mogel speljati, če se enkrat tukaj ostal. No, potem so pa prišli do zaključka, da se naredi preizkus, pač tukaj bo lokomotiva ustavila z vlakom in sedaj, če bo speljal vlak, potem bo tukaj železniška postaja, če pa ne bo speljal, jo pa ne bo. No in seveda podhonci domačini so vedeli, kdo bo takrat korjač oziroma strojevodja na vlaku in so mu malo nekaj podmazali, da je on malo bolj nabasal, ne dal več premoga gor, tako da je vlak speljal tukaj proti predoru, navkljub klancu, no in je bilo odločeno potem, da tukaj železniška postaja pa bo. Tako da so leta 1912 zgradili železniško postajo, čakalnico so pa prizidali leta 1931. Sedaj smo 150 metrov oddaljeni od železniške postaje Podhom in ravno toliko od železniškega predora, ki vodi skozi hrib Hom. Za menoj je 834 metrov visok hrib Hom, po katerem je vas dobila ime, in pa predor Podhom. Povezava je pa sledeča. Ob gradnji železnice so na Homu odprli kamnolom, gor je bila mimogrede tudi hramba dinamita in z tega kamnoloma so z 2 vagončki vozili kamenje oziroma kamnite bloke za gradnjo predora. Tako da je poln vagonček šel po strmini navzdol in hkrati potegnil prazen vagonček nazaj na izhodišče. No in s temi kamnitimi bloki so oblagali 1181 metrov dolg predor skozi hrib Hom. Gradnja je bila za takratno tehniko kar obsežna, ampak moramo vedeti, da so bili mojstri, sploh italijanski graditelji so bili takrat in so ta predor tudi v doglednem času zgradili. Če vzamemo, da so se pripravljalna dela začela leta 1901, železniška proga pa je bila leta 1906 že odprta. Hkrati pa so ti graditelji pač so tudi sodelovali z vaščani, tudi marsikdo vaščanov je takrat dobil delo oziroma kšeft, tako da so furmani so vozili potem, ko so z vagoni nakopani material vozili z predora po tej pač klančini in so nasipali pešengo, tako imenovano nasip železnice, so potem te prazne vagone s konji pripete na drikel,
vlekli nazaj na izhodišče proti predoru. Pa tudi pač te graditelji so bivali v teh krajih, tako da so imeli pri Španu recimo takrat tudi pekarno, trgovino, recimo gostilne so bile, in tako da so ga tudi v prostem času graditelji, eni so ga malo pili, malo kakšne karte vrgli, eni so pa tudi bili, rečemo, podjetni, pa so naredili kakšne prve zidane štedilnike v vasi, so takrat prinesli. Pač te graditelji, marsikaj, kakšna taka noviteta strani gradbeništva je v tem obdobju tudi za vas prišla. Ne. To se pravi, govorimo o začetku 20. stoletja. In na drugi strani predora se skriva še ena slikovita zadeva. Kaj bi lahko rekli o tej slikoviti zadevi, ki se pne preko reke Radovne? Ja, to je pa čudovit enoločni kamniti most kamnitih blokov, ki je res nekaj enkratnega. V bistvu je tudi ostal edini enoločni most, kajti vemo, da Solkanskega, pa če je prva svetovna vojna porušila, tega ne, tako da je res neka čudovita znamenitost. Te številčene bloke so, ko je bila proga pač pripeljana do tja, vozili z vagoni in so jih tudi postavili na to enkratno poodrano ali po domače pogruštano konstrukcijo, ki se jo da videti tudi na obstoječih fotografijah iz tedanjega obdobja. Tako da je res most neka čudovita zadeva, ki funkcionira že 115 let in še kakšen dan čez. Železniška proga in z njim promet po progi, ker ti moramo vedeti, da tukaj konkretno na železniški postaji Podhom je šlo gor ogromno ljudi. Prodali so tudi 700 tedenskih kart. Tukaj so hodili vsi Gorjanci, ki so delali v železarni Jesenice, potem Podhomci, ta severovzhodni del Bleda, Zasip. To je vse hodilo tukaj na vlak in železnica je bila takrat res okno, dobesedno okno. V svet lahko rečem, kajti takrat so tudi začeli graditi ob železniški progi, seveda pri postajališčih, pri postajah, gostinske objekte. Tako smo imeli gostinske objekte na Blejski Dobravi, tako imamo gostinski objekt leta 1925 zgrajeno gostilno Franca Cundriča v Podhomu, pa 1930. leta zgrajen hotel Hom v Podhomu, ki stoji neposredno ob železniški postaji. No, pa tudi, če se spustimo proti Bledu, imamo znameniti in tudi obnovljeni hotel Triglav. Tako da je takrat tudi turizem šel domala v celoti po železnici. In ti hotelirji, rečemo, so nudili tudi prevoze s konjskimi vpregami, s kočijami. Konkretno iz Podhoma se je dalo naročiti prevoz na Bled, se je šlo s kočijo do Vintgarja, se je šlo na Pokluko. Tako da je bil pač en tak trend železnice, ki upajmo, da se bo še kdaj vrnil.